Digitalizacija v gozdarstvu postaja ključno orodje za učinkovitejše, varnejše in trajnostno upravljanje gozdnih virov. Z uporabo sodobnih tehnologij, kot so satelitsko in zračno snemanje, droni, senzorji, digitalni kataster gozdov ter napredna analitika podatkov, je mogoče bistveno izboljšati načrtovanje sečnje, spremljanje zdravstvenega stanja gozdov in optimizacijo logistike lesa. Digitalna orodja omogoča natančnejši vpogled v stanje gozdnih ekosistemov, hitrejše odzivanje na naravne ujme, škodljivce in tudi podnebne spremembe ter boljše usklajevanje med lastniki gozdov, izvajalci in državnimi institucijami. Ima pa seveda tudi človek v digitalni dobi še zmeraj izjemno pomembno vlogo v gozdarstvu. O tem bomo govorili z dvema Jožetoma, z Jožetom Obrezom iz podjetja Tajfun in Jožetom Morjem, vodjo sektorja za ukrepe v gozdovih Zavoda za gozdove Slovenije, kjer se ukvarja z razvojem in uporabo sodobnih pristopov pri spremljanju in upravljanju gozdov. Gospoda, dobrodošla. Katere digitalne rešitve danes najbolj zaznamujejo vaše delo? Ja, dober dan vsem. Ja, mogoče če začnem od začetka, jaz sem malo starejša generacija in ko sem začel svojo poklicno pot, smo gozdarske karte risali še z barvicami in danes je to povsem drugače. Ta razvoj informatike je tudi v gozdarstvu dosegel neverjeten razvoj, s tem, da se tudi danes vse hitreje razvija, sploh s to umetno inteligenco in tako naprej. Zdaj, kar Zavod za gozdove kot javna služba, v bistvu naše glavno delo je delo praktično s podatki. Mi pač, naša naloga je načrtovanje, izdelava gozdno-gospodarskih načrtov, po katerih potem seveda se vso to gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji tudi dogaja. Če hočemo narediti gozdno-gospodarski načrt, je potrebno zbrati ogromno podatkov za te gozdove, da se lahko pol tudi naredi. Treba je to vse tudi grafično obdelati, se pravi, da imamo tudi karte, kje se kaj nahaja, kje je kakšno z opisi teh gozdov. No in pred nekaj leti, zdaj že nekaj let obstaja pregledovalnik gozdov, tudi dostop je javno dostop na internetni strani Zavoda za gozdove, kjer smo strnili vse te podatke, od podatke o vsakem posameznem gozdnem sestoju, potem o gozdnih cestah, tudi o nekih področjih, ki so bolj ogrožena po raznih ujmah ali škodljivcih in tako naprej. To potem imamo seveda tudi kataster gozdnih cest, ukvarjamo se, razvijamo pa tudi še recimo marsikaj določene specifične stvari. V zadnjem času smo začeli razvijati recimo te daljinsko spremljanje pasti za podlubnike, potem vedno bolj aktualno je daljinsko spremljanje, se pravi pa tudi spremljanje teh pojavov iz zraka. Imamo ekipo, ki se ukvarja z droni, tudi te letalnike imamo, smo nabavili. Tako da tudi to gospodarjenje in to zbiranje podatkov postaja vedno bolj kompleksno. Kako ključni pa mogoče tudi zanesljivi so vsi ti podatki v bistvu pri vsakodnevnem odločanju o posegih v gozd in kakšne so njihove omejitve mogoče? Ja, seveda gost je v bistvu pri nas narava, najbolj ohranjen del narave. Nikoli ne moremo vseh podatkov zajeti, teh podatkov je ogromno. Tudi ne vemo, za nas je vedno gost že od nekdaj predstavlja tudi neko znano neznanko, včasih celo neko črno škatlo, kjer pač vidimo, da gre neki input in pridejo ven neki outputi, zato je zelo težko tudi določati vse te podatke. So pa s pomočjo teh orodij seveda tudi podatki lahko natančnejši in bolj pregledni, lahko se združujejo, analizirajo. Zdaj v zadnjem času je tudi postalo tudi kako modeliranje zelo aktualno in tako naprej. Predvsem je pomembno tudi, da dobimo čim boljše podatke tudi v času teh velikih naravnih nesreč. To se je pokazalo že
v Sloveniji imamo pač zdaj v zadnjih letih res ogromno škode tudi zaradi naravnih nesreč, od žledoloma do vetrolomov, po škodljivcih, kot je smrekov lubadar. Tudi recimo pri zadnjih teh poplavah in vetrolomih, ki so bile skupaj leta 2023, smo si zelo pomagali celo s satelitskimi slikami, ker to so bilo zelo obsežne katastrofe. Kajti pri teh veliko površinskih naravnih nesrečah je zelo pomembno, da pridobimo čim prej neke verodostojne podatke o obsegu teh nesreč. Bilo je prej zelo težko, ko smo vse stali mogli pač spoznavati oziroma določati obseg teh nesreč, zdaj pa to poteka iz zraka in je veliko bolj natančno in enostavno. Super, hvala gospod Obrez. Napadi podlubnikov so v zadnjih letih močno zaznamovali slovenske gozdove. Kako se je po vaših izkušnjah spremenila organizacija, spravila lesa in kakšno vlogo ima pri tem sodobna mehanizacija? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Poglejte, te klimatske spremembe zagotovo zelo prizadenejo tudi gozdove, ne. In zaradi teh višjih temperatur so napadi podlubnikov zelo pogost problem in zagotovo v takem primeru, ko je en del gozda napaden, lahko lastnik, ko je to se pravi prepoznal, hitro priklopi en sodoben gozdarski vitel na svoj kmetijski traktor in gre v akcijo, spravi ta obolela drevesa iz gozda in s tem dejansko prepreči nadalje širjenje podlubnikov. Torej na nek način razvoj tehnologije, orodij sledi tudi temu, kar se dogaja v okolju, če prav razumem. Ja, zagotovo, ne, ker poglejte, dejansko, ker zdaj je potrebna hitra reakcija, ne, in je zelo dobro, da je pač tudi, bom rekel, uporabnik, lastnik gozda usposobljen, da lahko čim prej reagira in se pravi prepreči nadaljnji razvoj teh škodljivcev. So tu katere lastnosti, ne vem, ki so pri orodju, ne vem, pri kolicah, recimo za spravilo lesa še posebej ključne v takih razmerah ali? Poglejte, recimo, ko ste omenili gozdarske prikolice, ne, to je pač gozdarska prikolica oprema, ki je v zadnjih letih čedalje bolj popularna, bom rekel, in predvsem iz dveh razlogov po moje. Eno je zmanjšati poškodbo tal, ne, drugi, ki je pa mogoče tudi zelo ekonomski razlog, je pa se pravi posebej primerna pri spravilih na daljše spravilne razdalje, ne, se pravi, da ne vlečemo tistih hlodov po tleh, ne, se pravi, je les vožen in to tudi manj poškodovan, se pravi, za žage in tako naprej. Je pa gotovo pri razvoju te opreme zelo potrebno razmišljati oziroma da ta oprema deluje v zelo zahtevnih okoljih, ne. Zaradi tega mora biti ena taka gozdarska prikolica, bom rekel, robustno zgrajena, potem z možnostjo recimo pogonov na kolesih, potem imeti ustrezno dvigalo, s katerim pač lahko uporabnik manipulira s hladovino in tudi z ostalimi, bom rekel, drugimi elementi, ki pač so na kmetiji tudi potrebni. Govorimo o spravilu lesa, recimo človek še vedno ostaja v ospredju, ne, ampak tudi v času digitalizacije, to mislim, ampak pridemo še do orodij, ker je tudi digitalizacija že prisotna, ampak ko govorimo o spravilu človek v ospredju, ne. Ja, poglejte, sigurno, ne, če bom kar dal en primer, recimo, če nekdo kupi danes gozdarski vitel, pa nima ustreznih izkušenj, znanja, potem še to ni ta prava kombinacija, ne, in zato tudi podpiramo, obstajajo neke možnosti, da bi morda Zavod za gozdove spet organiziral krog izobraževanj za lastnike gozdov, uporabnike, ki bi lahko bilo tudi subvencionirano z evropskimi sredstvi, ne, tako kot imajo tudi druge države. S tem bi mi dobili poleg dobrega stroja tudi, bom rekel, izobraženega uporabnika in to je najboljša kombinacija, ne. S tem bi tudi preprečili marsikatero nezgodo, ker večina nezgod je nekako vzrokovanih z neustrezno uporabo ali pa neznanjem tudi.
Super, evo že konkretna pobuda. Gospod Mori, ostanimo še pri digitalizaciji. Zanima me, ali lahko digitalni modeli in simulacije že danes napovedujejo razvoj gozdov tudi za leta, morda desetletja vnaprej. Mogoče, če samo odgovorim na to pobudo. Zavod se že praktično 30 let ukvarja s tem usposabljanjem in izobraževanjem lastnikov gozdov. Seveda odvisno je to od razpoložljivih sredstev. V zadnjih letih se javlja tudi na evropske razpise za to in mi imamo zelo dobro usposobljene inštruktorje varnega dela. Prej so imeli tudi predavanja naši inštruktorji tam. Moramo usposobiti ljudi ravno za ta namen, za varno delo s traktorjem, vitli in gozdarskimi prikolicami, kar bomo tudi v prihodnje se še bolj temu posvetili, ampak mislim, da tako da na leto pravzaprav čez te tečaje približno 1000 ljudi, to pač je. Kar se tiče pa tega vprašanja o napovedovanju. Pa to zajema že verjetno modeliranje, ne? To smo pa še, v bistvu to še vedno je bolj v znanstvenih sferah, nekaj že gre v prakso tudi. Zelo pomembno je v bistvu v zadnjih časov modeliranje teh premikov mas pa delovanje hudournikov, s tem se mislim, da intenzivno ukvarja Biotehniška fakulteta oddelek za gozdarstvo, da se predvidijo te možne nevarnosti, pa tudi na področju požarnega varstva, medtem ko samo modeliranje, samega gospodarjenja z gozdovi, pa kaj se bo dogajalo z gozdovi, to so pa, jaz mislim, da smo še vedno na neki ravni nekega predvidevanja. To je pa zelo, stvar je pravzaprav čisto nepredvidljiva, kaj se bo dogajalo. Kako bodo te drevesne vrste, ki so zdaj z nami, ki so že tudi nekatere zelo prizadete, nekatere so manj prizadete, pa jih tudi nekaj načenja, tako kot se je zdaj začelo z bukvi ugotavljati, da njena vitalnost pada in peša zaradi številnih vzrokov, ker tudi to je problem, da gozdarstvo, če pride nekaj na neko drevesno vrsto ali pa da ni to samo en vzrok, ampak lahko je 5 vzrokov. To se ugotavlja tudi, ne vem, če poznate ta jesenov ožig, ki je praktično zdesetkal te naše, ali pa še res skoraj uničil ta naš veliki jesen, ki se je rastel predvsem ob teh dolinah. Zdaj ugotavlja, da to ni samo ena gljiva, da je več gljiv in da je to pač to vzajemno delovanje povzročilo tak velik izpad te drevesne vrste. Seveda mi lahko neki predvidevamo, neke modele delamo za to, kaj bo čez 50 let, je pa to zelo težko, ker vidimo, kako se razmere spreminjajo. No, mogoče kot zelo ena dobra stvar je ta, da je tudi Gozdarski inštitut Slovenije ravnokar zgradil en seminarski center, eno veliko stavbo z zelo modernimi laboratoriji, ki bojo ravno to proučevali, katere drevesne vrste bodo najbolj odporne v prihodnosti, predvsem tudi na podlagi semen, sadik in tako naprej, kaj bo bolje, pa katere drevesne vrste bo mogoče počasi začele pešati, celo izginjati, pa katere nove drevesne vrste bi bile primerne za gozd, da ohranimo to našo način sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja. Super. Morda na kratko samo, ali so zaradi vseh teh podatkov, boljšega dostopa do podatkov danes tudi lastniki gozdov bolje informirani, ozaveščeni, tudi vključeni? Glede lastnikov gozdov je treba najprej to povedati, da pač mi imamo ogromno število lastnikov gozdov v Sloveniji. Mislim, da je že samih posesti okrog 400 000 lastnikov, je še več, ker imamo solastnike, da je praktično več kot pol družin povezanih z gozdom, pol prebivalstva Slovenije povezanih preko tudi družinskih razmerij z gozdom. In tudi če je naša ta ena glavnih nalog Zavoda za gozdove informiranje lastnikov pa izobraževanje, usposabljanje lastnikov, je to tako velika število ljudi, da je težko dosegljivih. In ravno s temi internetnimi orodji, z takim množičnim obveščanjem, veliko lažje pridemo tudi mi do lastnikov z nekimi nasveti, informacijami, oni sami lahko pridejo do nas, ker do pred par let niso mogli. Je pa tudi ta oteževalna okoliščina mogoče, da pač ni pa vsak
Ni pa vsakemu ta tehnologija tudi že dostopna, žal. Ne. Tudi v Sloveniji imamo povprečno starost lastnika gozda je 58 let, veliko lastnikov je starejši od 58, ne, in tudi ne morejo priti do vseh, ali pa tudi ne znajo, ne morejo priti do vseh teh podatkov, vendar generacije se menjajo in mi si pač prizadevamo, da tudi ta način čim bolje podajamo ljudem. Super, hvala. Omenjali smo že zanesljivost, robustnost strojev, tudi vitle smo omenjali in varnost pri delu z njimi. Kako zelo se pa danes sodobni vitli razlikujejo od izdelkov, ne vem, izpred desetletja, dveh? No, poglejte, tukaj, če bi gledali recimo vitle 10-20 let nazaj, pa danes niti ni prehude razlike, ne. Če pa primerjamo eno obdobje, recimo 40 let nazaj, se pa vidijo razlike, ne. S tem, da moram povedati, da v podjetju Tajfun že od začetka, že tudi 40 let nazaj, so bile glavne osnove vitla praktično enake, kot so danes. Moramo pa povedati, da danes recimo pri proizvodnji strojev je največja prednost v tem, da so na trgu dostopni tudi boljši kakovostni materiali in zaradi tega so lahko tudi stroji robustni, pa manjša lastna teža. Čeprav recimo pri vitlih konkretno je pa mene osebno najbolj navdušuje to, da imamo možnost tudi radijskega daljinskega krmiljenja, s tem, da lahko danes upravljalec vitla krmili tudi določene funkcije traktorja. Potem zelo velik napredek je bil narejen tudi s proizvodnjo bolj kakovostnih žičnih vrvi, ne. Pa če gledamo v zadnjih letih tudi to, bom rekel, strojno podajanje vrvi, kar pa je iz ergonomskega vidika zelo velikega pomena, ker poglejte, mislim, da statistike kažejo, da največ nesreč se zgodi utrujenim delavcem, ne. To se pravi, če mu pa mi lahko karkoli prihranimo, se pravi, da se malo manj utrudi, smo pa tudi po tej plati nekaj naredili. Pomembna tema, ja, res je tudi pomembna tema na letošnjem sejmu Agritech nesreče, ki se dogajajo, ne, in opozorila, da še vedno preveč kmetov oziroma delavcev na terenu umre. Gospod Mori, ali digitalna orodja omogočajo hitrejše prepoznavanje stresov v gozdu, še predno recimo ti postanejo vidni tako s prostim očesom? Ja, tudi to je v bistvu zdaj kar aktualna tema, tudi razvojna tema, ne pa še speljana v prakso. Mi smo se tudi pogovarjali že za zaznavanje s določenimi podjetjem za zaznavanje vitalnosti dreves iz satelitov, s satelitskimi posnetki. Tudi to podjetje je samo prišlo do nas in nam to pač predstavilo, da bi s tem, predvsem pri sprejki, bi to z upadanjem vitalnosti, če bi to zaznali, bi tudi bil velika možnost, da je tam že prisoten podlubnik, ki ga bi odkrili v zelo zgodnji fazi in bi lahko zelo hitro šli v ta gozd in preprečili širjenje, no. Drugače pa, se pravi, gozd je to zelo težko predvideti, ker tudi tam so pol ugotovili, da glih zaradi naše konfiguracije terena, številnih jarkov je to zelo še vedno nekako bolj kot ne nezanesljivo, ne, da še vedno človek na terenu praktično največ lahko odkrije tega, ne, z res skrbnim delnim opazovanjem. Imeli smo celo poskuse s psom na Bledu, na Pokljuki, ker je pač en voditelj psov tudi istočasno revirni gozdarj in to se je zelo dobro izkazalo, da je zelo hitro in odkril lubadre v smreki pred človekom zaradi svojega vodja. Kako pa se spreminja vloga gozdarja, recimo danes že postaja na nek način analitik podatkov ali še vedno klasični terenski strokovnjak? Ja, zaenkrat v bistvu oboje. Mora biti naš gozdar, naši gozdarji na javni službi, pač imamo še vedno, v Sloveniji imamo zelo dobro pokrito mrežo revirnih gozdarjev po terenu, ki so pa dejansko tudi vse bolje usposobljeni s temi orodji in verjetno bojo še bolje v prihodnosti. Kot sem že prej ugotovila z mojim sogovornikom, je človek še vedno najpomembnejši v gozdu. Na koncu se mora on odločiti,
odločiti, kaj bo. Recimo, že v sami tehnologiji mi nimamo plantaž v Sloveniji, ne gozdni plantaž na ravnini, tako kot je to recimo Patska nižina, kjer bi počasi sam stroj lahko še naredil. Pri nas tega, če pogledamo skozi okno, ne bomo nikoli mogoče zaradi vseh teh jarkov. Tako se pa tudi pri nas seveda more še vedno, tudi če ima vse ti pripomočke, ki so praktično mogoče bojo res časno ali pa so že nekateri postali nepogrešljivi, pa se mora na koncu človek odločiti, kaj bo nekem gozdu naredil, kako si ga predstavlja čez 10 let. To bo pa seveda na koncu je pač ta izvajalec, ali je to lastnik gozda ali neki izvajalec del, od katerega je potem odvisna izvedba, ker če mi še tako dobro nekaj načrtujemo, pa predvidevamo, pa analiziramo, na koncu je smem vedno tisti, ki pač ima ali motorno žago ali pa sedi na harvestru, strojnik. Na koncu je od tega odvisno, kako bo gozd pol izgledal. Mi pa lahko pol svet popišemo, analiziramo, predlagamo boljše rešitve in tako naprej. Super, hvala za odgovor, gospod Dobrez. Les smo spravili recimo iz gozda, zdaj smo pa pri rezalno-cepilnih strojih. Vi pravite, da je ta nizka poraba energije ključna, da je to tudi ena od odlik teh vaših strojev, a postaja ta energetska smotrnost, racionalnost tudi pri spravilu lesa in obdelavi nadaljnji seveda pomemben dejavnik pri kupcih? Ja, poglejte, če smo zdaj prišli z gozda, se pravi, ta boljše sortimente smo za dobro ceno prodali, ne. Iz ostalega dela pa lahko naredimo tudi polena, ne. Mi smo začeli z razvojem rezalno-cepilnih strojev tam kar leta 2000, ne. In osnovno vodilo je bilo, da naj bi bil ta stroj, bom rekel, čim bolj učinkovit. Dejansko je bila številka 1, čim manjša poraba energije. Zaradi tega lahko gremo kar na številko 2, ne. To je tudi praktičen razlog, se pravi, za pogon takih strojev rabimo sorazmerno majhen traktor ali pa recimo sorazmerno majhen, da ne bom rekel minimalni, ampak recimo elektromotor, tam 11 do 15 kilovatov, ker običajno tudi kmetija ali pa bom rekel slovenska, ki ima glavne varovalke 25-32 amperov, brez večjih težav prenese, ne, ker čim bi bil pa zahtevan pogonski grad večji, mora biti 63 amperov, tam je pa tudi fiksni strošek bistveno večji, ne. Kar je mogoče še zanimivost, ravno iz tega razloga so bili naši stroji ali pa so naši stroji dizajnirani in izvedeni tako, da si recimo pricepljeno tam, ko je največja poraba energije, si vzamejo samo toliko, kot jo rabijo, pa nič več. Super. No, digitalizacija je že tukaj prisotna, v bistvu o podatkih govorimo, o zajemu podatkov, ne, kaj vse spremljate danes, ko govorimo od vhoda hloda do končnega izdelka? Ja, poglejte, prej je tudi moj gospod, ki je sedel na mojem mestu, tudi o digitalizaciji govoril. Dejansko je, jaz bom rekel, treba res najti zdravo mejo, do kje še investirati oziroma kje pa postane zadeva koristna. Mi smo 2018 dali naš prvi stroj RCA 480 Joy, opremljen s krmilnikom, ki je že znal nekaj povedati, ne. Ampak potem je evolucija nekako leta 2023 dala na trg RCA Pro 500, ki ima kar precej, bom rekel, inovativnih rešitev, ampak če smo na tem digitalnem delu zdaj, poglejte, ta stroj zna, bom rekel, zmeriti premer hloda, če mu vnesemo noter dolžino, na katero žagamo polena, nam bo na koncu dneva povedal, koliko smo razžagali. Potem s tem, ko merimo premer hloda, lahko tudi avtomatsko reguliramo višino noža, kar pomeni posledično bolj enakomerna polena. In pa vsi stroji, ki jih proizvajamo, ki so krmiljeni s krmilno palico ali pa joystickom, če temu tako rečemo, imajo vgrajen že Bluetooth vmesnik. To je pa tudi bombonček, ki nekako prav pride tudi uporabniku, ker če si na pametni telefon naloži brezplačno aplikacijo MX Service Typhoon, lahko potem se tudi preko tega Bluetooth vmesnika poveže s strojem,
vidi njegovo delovanje, potem spremlja tudi delovne ure, ki so lahko tudi za servisne intervale in pa seveda tudi je omogočena diagnostika, kar je pa jaz mislim, da kar precej praktično orodje. Super, hvala. Gospod Mori, tudi start-upi, nekaj ste že omenjali, seveda se zavod povezuje v bistvu, pri kakih projektih sodelujete in kako se sicer tudi povezujete poleg mladih podjetij ali pa start-upov z raziskovalnimi institucijami, z drugimi tehnološkimi podjetji? Ja, glede na naš naravo dela, mi moramo vedno prenašati neke rešitve v prakso in to je naše povezovanje s raziskovalnimi institucijami je stalno že desetletja, medtem ko v zadnjem času pa ravno zaradi teh informacijskih rešitev, ki jih potrebujemo, se pa povezujemo tudi s takimi podjetji. Zdaj je največji projekt praktično tak na tem področju v zgodovini te 30-letni Zavoda za gozdove je e-gozdarstvo, kjer bomo pač nadgradili naše sisteme, predvsem tiste, ki so mogoče bili v zadnjih letih malo bolj zapostavljeni, pa so praktično najpomembnejši. No, to je eno takih je poseg, kjer bomo pač zelo tudi mogoče spremenili sam način dela ali pa olajšali delo tudi na terenu. Potem na področju gojenja gozdov, varstva gozdov, načrtovanja tudi, tako da v bistvu bomo vzpostavili bistveno modernejši ta sistem gospodarjenja z gozdovi. No. In ravno zato upajmo, da bo tudi, ne upajmo, ampak posledica naj bi bili tudi podatki boljši, ki bodo dostopni tudi lastnikom, pa tudi širši javnosti. No. Super. Za konec na kratko še, kako si predstavljate upravljanje slovenskih gozdov čez 10-20 let, lahko tudi dlje, če uspemo pogledati, upamo pogledati tako daleč v prihodnost? Ja, zdaj upravljanje je odvisno od dveh stvari, od samega razvoja, samega stanja, pravzaprav od večjih stvari, od zakonodaje, od novih ugotovitev, od novih znanj. Mislim, da je sploh narava zelo nepredvidljiva, pravi, da ima vedno prav, zdaj kaj se bo zgodilo s temi, kakšne bodo posledice klimatskih sprememb, ne vemo. Mislim, da smo v Sloveniji pravzaprav šele zdaj v teh letih dokazali, da naše gospodarjenje ima zdrave temelje, tako kot je sonaravno, gospodarje je trajnostno in tudi večnamensko je v bistvu ti gozdovi naši so še vedno zelo kljub temu, da so doživeli veliko katastrof, so še zelo odporni. To se pa vidi na tej naravni obnovi, ker so sposobni sami sebe obnavljati. In to se zdaj vse posod vidi, če se peljete po Sloveniji, kako se zdaj kjer so bili praktično golosečni zaradi teh žledolomov, predvsem tudi vetrolomov, se zdaj ta gozd obnavlja. Seveda mu tudi mi pomagamo, ne? To je zelo važno, da tudi mi za to našo sadnjo gremo, kjer je potrebno. Zdaj to gospodarjenje z gozdovi je lahko predstavljeno iz več vidikov. Ena stvar je ta, da je mogoče to malo, da je kontradiktorno to, da so potrebe po lesu vedno večje, sploh ko so Kitajci pa Indijci prišli na naše trge in smo začeli njim prodajati les. Po drugi strani pa so te naravovarstvene zahteve vedno bolj ostre, vedno zahtevnejše. Gozdarji se moramo pa vedno prilagajati med ekologijo, se pravi med okoljem pa med samim izkoriščanjem gozdov. Prav tako lastniki recimo. Vse na koncu vse pade na lastnika gozda kot gospodarja. Zdaj, kako bo gospodarjen, jaz mislim, da bo veliko bolj, da bo že zdaj, ampak da bo še bolj zahtevno. Po drugi strani, pa eni strani bo pa ravno s temi tehnologijami lahko tudi marsikatero stvar olajšali, ne. Pa mogoče bomo tudi bolj spoznali, bojo tudi s temi orodji, mogoče tudi bomo več videli v gozdu, ne, ker pač tudi zdaj še marsikaj ne vemo, mogoče da čas tudi kaj narobe naredimo, mogoče preveč zaščitimo ali pa preveč izkoriščamo. Ta orodja nam bojo pač pomagala, ne. Vedno je pa treba poudariti, da je to pomoč in ne samo odločanje. Odločanje naj bo še vedno človeku.
Super, pomembna misel za konec. Midva, gospod Obrez, še omeniva, še smo seveda tehnološki malce in digitalni. Vi ste že pred desetletjem razvili digitalno premerko. To se pravi, ste že kar nekaj časa nazaj razmišljali to digitalno smer, zakaj je bila, odkot takrat ideja, pobuda in kako pomembno je to orodje danes? Ja, to drži, ne. Ta digitalna premerka je bila dejansko razvita z namenom, da bi olajšala delo tudi gozdarjem, bom rekel, ne. In sicer z namenom, da pohitri in pa omogoča bolj točno zajemanje podatkov, se pravi, če primerjamo recimo klasiko, ki zdaj ne vem, koliko je še, ampak se pravi, s klasično premerko je treba dvakrat zmeriti, recimo trikrat premer hloda, potem tisto vrednost nekam napisati, preračunati s tablicami ali kakorkoli že, pa potem na nek dokument in tako naprej. Ideja s to premerko je pa takšna, se pravi, da pač ta gozdar, če temu tako rečemo, izmeri, pravzaprav presi na pametni telefon, kjer je naložena ta aplikacija, si lahko zbere vrsto lesa, debelino olubja, dolžino recimo, potem lahko tudi ceno, lahko razred, klaso lesa in potem, ko pravi meritev, s klikom na premerki dejansko se mu že na zaslonu pokažejo končne vrednosti, se pravi izmerjeno, in to je recimo pač bistveno hitreje prihranek časa in pa ni napake pri prepisovanju recimo. Tako da je trg dobro sprejel recimo ta izdelek, kako dragocena pomoč je to danes? Ja, poglejte, to je samo v bistvu prvi del, ne, ker dejansko s tem, ko napravi, ko so narejene te meritve, se ti podatki, se pravi, lahko se generira dokument, ne, in ta dokument je lahko za voznika kamiona tudi dokument za kontrolo organov prometa in pa po tistem tudi ta merilec lahko kreira tudi PDF datoteko, ki jo pošlje v pisarno, v računovodstvo, kupcu, kamorkoli že, ki je dejansko potem podlaga za obračun. Super, odlično, hvala lepa. Jože Obrez, Jože Mori, hvala vama za ta pogovor in za vse misli in informacije. Hvala tudi vam. Gozdarska mehanizacija Tajfun. Tehnologija, ki pušča sled.